Veste, kaj bomo pa zdaj malo spregovorili, mi čujete, o tih starših, ko mislijo, da so njihovi otroci najlepši na svetu, Če to se vedno zgodi, vsak starš ima v glavi, da je njegov Franc najlepši na svetu. In oni shodijo s temi otroci vun, pa pa kak si lepi, pa kak lepega drekeca si naredil, pa kak si lepo bruho, ja res si lepi. In ne samo to, če kaj to prodajajo svojim otrokom, toto zgodbo, oni tudi nas, ko nas srečajo, one ljudi, ki nimamo Francov, nas prepričujejo, kak so njihovi otroci lepi. Recimo srečaš ti prijatelja, ki ima Franca, pa ti reče, no, ni naš Štefko lušen, poglej, kak mu je prvi zob zrasel, poglej, kak je kupček podrl, no, ni lušen naš Štefko. In ti moraš njega gledati pa reči, ja, res je luškani. A pa recimo srečaš drugega prijatelja, ko ima hčerko, pa reče, no, ni naša Francka lepa. Poglej, ko so je prvi lasi pognali, pa zdaj se je pokakala, glej, kak je lepo drekec smrdi. In ti moraš reči, ja, res je. Ampak če te prijatelji moji, jaz imam tega poln kufer. Jaz bom resnico povedal totim ljudem enkrat, ko bo mene naslednjič srečal moj prijatelj, pa mi bo rekel, poglej, kakega lepega sinko tam imam, kak se smeji, bom rekel, ni lep, glejte, ko pizda materna, pa krenči se, pa zob nima, pa smrdi mu drek, pa na živce mi gre, ker kozla, spravi ga stran, jebem ti. Pa poglej to na tvojo hčerko, prijatelj, poglej, kaki nos te ima, pa kaj ti je na tla padla, jebem ti, grda je. Ne mi laži, da ti je lepa, ker je grda, ne mi laži, pa ne laži njej. Preko ji boš resnico povedal, bolj bo vesela, če ne pa po stanovanju ogledala poskrije, jebem ti. Resnico treba povedati totim Francom, resnico, ne pa slagati, če on pa take, ja, kak si lepi, Franček, ja, kak si lepo bruhal, pa ne me jebat, resnico povejte. Potem pa druga stvar, ko sem razmišljal o totih zmenkih, zakaj, bi moški vedno morali nekaj gruntati, recimo, da bo punca, s katero je na zmenku, ni všeč. Zakaj bi on moral gruntati, kak ji bo to na lep način povedal, recimo, sedita, pa se pogovarjata, pa on pošteka, da pač ona ni za njega, In zakaj bi on zdaj moral njej reči, sorry, nekam moram skončiti, pa takoj pridem. Pa on gre, pa ga ni nikoli več nazaj, to je grdo, ona pa čaka, pa ima upanje. Pa recimo, se zmeni s prijateljem v slučaju, da mu punca ne bo všeč, da ga naj pokliče. In on ga pokliče med zmenkom, on pa ja, takoj pride, upa, žena ti bo rodila, pa spizdi, pa ga pa tudi nikoli več ni. To ni pošteno. Ti na zmenku bodi pa direktno reči, punca, nisi mi všeč, greš mi na kurac, z usti smrdi, pa male jožke imaš, spizdi mi. Tak je treba reči direktno. Ali pa še boljša kombinacija, da te na miru pusti, ne si po nosu vrtaj pa rigaj, to te vsak dec počne. To te bo bilo vsem rada, bo rekla, vsi rigajo, on je pa še lušen zram. Ti moraš reči direktno, ti moraš reči stara, zdaj pa jaz grem domov svojega brata zlorabljati. Ali pa zdaj pa jaz grem domov svojo mamo spat. Takrat bo pa ona rekla, dobro te, taj pa mor, tega bom pa pustila na miru. In tak treba to narediti, ljudi moji. Lep pozdrav.